Opazili smo, da obstaja povezava med izrazitostjo plimovanja in luninimi menami. Ob mlaju in ščipu je plimovanje izrazito, ob krajcih je manj izrazito. Iz kart plimovanja smo ugotovili tudi, da je perioda plimovanja 12 ur in 25 minut in da se v enem dnevu zvrstita skoraj dve celi periodi. Običajno lahko v enem dnevu opazimo 2 plimi in 2 oseki. Plimovanje oceanov in morij na Zemlji v največji meri povzroča Luna s svojim gravitacijskim privlakom in pri tem ji Sonce s svojim gravitacijskim privlakom pomaga. Tole bi se zdaj lahko uvrstilo med random facts. Čeprav je gravitacijska sila, s katero na neko telo na Zemlji deluje Sonce, 180krat tolikšna, kot je sila, s katero na to isto telo deluje Luna, je Lunin vpliv na plimovanje oceanov na Zemlji 2krat tolikšen, kot je vpliv Sonca. Zakaj je to tako, bomo razložili v 3. delu trilogije o plimovanju. Tule omenimo le to, da je plimovanje, kot ga bomo opisali, posledica tega, da se gravitacijska sila, ki deluje med telesi, na primer Zemljo in Luno, spreminja z razdaljo med njimi in da so ta telesa razsežna in ne poljubno majhna oziroma točkasta. V nadaljevanju bomo odmislili podrobnosti Zemljine topografije, ki so za sam obstoj plimovanja manj pomembne. Zemljo bomo obravnavali tako, kot da bi jo v celoti prekrival ocean, povsod približno enako globok, približno 4 km, kar je sicer tudi povprečna globina oceanov na Zemlji. Voda v oceanih in morjih se lahko pretaka in plimsko valovanje vodnega oklepa Zemlje je povezano s plimskimi tokovi. Ti povzročijo, da se voda po Zemlji neprestano prerazporeja. Voda v nobenem trenutku ni enakomerno razporejena po celi Zemlji, kot bi narekovala le gravitacija same Zemlje, ampak njeno razporeditev narekujeta še Luna in v pol manjši meri tudi Sonce. Poglejmo najprej, kako na oceane deluje Luna. Če se Zemlja ne bi vrtela okoli svoje osi, kar opravi enkrat na dan, ampak bi, tako kot njej Luna kaže vedno isto stran, tudi Zemlja kazala Luni vedno isto stran, bi bila voda okoli trdnega jedra Zemlje razporejena tako, kot prikazuje ta slika. Več vode bi bilo na strani obrnjeni proti Luni in tudi na nasprotni strani, manj pa v območjih vmes. Če je trdno jedro Zemlje skoraj krogla, bi bila Zemlja z oceanom kot ragbi žoga, ki je usmerjena proti Luni. Opozorimo, da v prikazu in tudi besedah precej pretiravamo. Izbokline so v realnosti bistveno manj izrazite kot na skicah, ki jih rišemo tule. Amplituda plimovanja oceanov je velikostnega reda 1 meter, kar je mnogo manj od globine oceana in mnogo manj od polmera Zemlje. Mogoče se nam zdi, da je razumljivo, da se voda nabere na strani, ki je obrnjena proti Luni. Ne razumemo pa, zakaj se nabere tudi na drugi strani Zemlje. No, v resnici je oboje enako čudno. Ali rečeno drugače, obe izboklini pojasni isti razmislek, ki ga bomo opravili prihodnjič. Zdaj raje poglejmo, kako na plimovanje vplivata gibanji Zemlje in Lune. Zemlja se vrti okoli svoje osi enkrat v dnevu, Luna kroži okoli Zemlje enkrat v približno 28 dnevih. Opišimo najprej vpliv Luninega gibanja. V enem dnevu se Luna na svoji poti okoli Zemlje premakne za približno 13 stopinj. Če se Zemlja ne bi vrtela okoli svoje osi, bi se plimski val počasi obračal za Luno in tako potoval po Zemlji. Na istem kraju na Zemlji bi plime doživljali v razmiku 14 dni, ko bi ta kraj dosegla plima, ki je bila pred 14 dnevi na nasprotni strani Zemlje. In kako je videti plimovanje na Zemlji, če upoštevamo vrtenje Zemlje in si za lažjo predstavo mislimo, da miruje Luna. Trdna sredica Zemlje pod oceani se vrti in z njo vred se vrti tudi voda oceanov. Razmeroma hitro vrtenje sredice Zemlje, za en obrat v enem dnevu, zanese izpod Lune za določen kot v smeri vrtenja Zemlje tudi obe plimski izboklini na nasprotnih smereh Zemlje, ki zato nista več obrnjeni naravnost proti Luni in stran od nje, ampak odklonjeni od smeri proti Luni za določen kot.
Koliko časa bi v tem primeru minilo med zaporednima plimama na istem kraju na Zemlji? Natančno 12 ur. V enem dnevu bi se iztekli natanko 2 celi periodi plimovanja. Dogaja pa se, kot vemo, oboje. Zemlja se vrti in Luna kroži okoli nje. Oba posebej pojasnjena vpliva na plimovanje se tako seštejeta. Več o tem in tudi, kako se v to igro meša Sonce, pa bomo povedali v 3. delu te nadaljevanke.